Nogometaši Domžal so odigrali še zadnjo tekmo turnirja Istra Winter Cup 2012 Novigrad. Tokrat so zaigrali na dobro pripravljenem igrišču v Novigradu, kjer so bili pogoji za igro primerni, saj je pihal blag veter. V boju za tretje mesto so se pomerili s Koprom. Domžalčani so od prve minute naprej prevzeli pobudo na igrišču in Koprčane stisnili na svojo polovico. Že v 5. minuti so varovanci Darka Birjukova prišli do kota, a je podajo Mitje Zatkoviča pred vrati uspešno ujel vratar Ermin Hasić. Le 2 minuti pozneje nova podaja s kota. Zatkovič je podal na drugo vratnico, kjer je do strela z glavo prišel Darko Zec, vendar je bil Hasić tudi tokrat na mestu. Zec je bil ponovno v akciji v 13. minuti, ko se je izkazal samostojnim prodorom, ki ga je zaključil strelom čez gol. Slovenski pokalni prvaki so nadaljevali z nevarnimi napadi. Tokrat je akcijo zaključil Slobodan Vuk, a se Hasić ni pustil premagati. V 24. in 25. minuti je prvič v domžalskem dresu zapretil Aleksander Saša Živec. Najprej je meril previsoko, drugič pa v roke koprskemu vratarju. V 31. minuti pa obsojanja vredna poteza Danijela Marčete. V povsem običajnem dvoboju je brez potrebe namenoma s komolcem v obraz udaril Luko Elznarja. Slednji je tekmo končal z zlomljenim nosom in se je že vrnil v domovino, napadalec Kopra pa je prejel neposredni rdeči karton. Po izključitvi so bile moči na igrišču naslednjih 8 minut izenačene, ker domžalski strokovni štab ni želel tvegati s takojšnjo zamenjavo, saj nihče od igralcev na klopi ni bil ogret. V 38. minuti je najprej nevarno zapretil Jaka Ihbešje, zopet je bil na mestu Hasić, na drugi strani pa je prodiral Aganović, ki sta ga v kazenskem prostoru družno zaustavljala Darko Topič in Nejc Skubic. Glavni sodnik tekme se je prehitro odločil za 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Guberac. Nemudoma po vodstvu Kopra je v igro vstopil Rok Hanžič, tik pred koncem prvega polčasa pa je strelom poizkušal še Denis Halilović. Odbita žoga je končala v rokah nasprotnikovega vratarja. Med odmorom je Darko Birjukov storil 4 zamenjave. Namesto Ihbešeja, Halilovića, Skubica in Živca so vstopili Marko Drevenšek, Tadej Apatič, Dejan Gerič in Amer Krcić. Domžalčani so imeli tudi v drugem polčasu premoč na terenu. Že v 48. minuti je Gerič na kratko podal do Zatkoviča, ki je z levico močno sprožil, vendar premalo natančno. Naslednji je proti vratom Kopra žogo poslal Drevenšek. Močan strel je znova zaustavil najbolj zaposleni mož na igrišču Hasić. Slednji pa je bil brez moči v 60. minuti, ko je akcijo na desni strani začel Gerič. V kazenskem prostoru je našel Vuka, ki je žogo zavrnil pred vrata. Tam je bil Krcić, ki je spretno žogo preusmeril v spodnji desni kot. Tudi po izenačenju se razmere na igrišču niso spremenile. Gerič je odlično prodrl po desni strani, podal pred vrata, kjer pa je Krcić streljal čez gol. V 75. minuti je po podaji Krcića nevarno sprožil Apatič, a je bil znova na mestu Hasić. Manj kot 60 sekund pozneje je samostojnim prodorom poizkušal Krcić, ki je z 20 metrov meril previsoko. V 84. minuti pa kar 2 priložnosti Domžal. Najprej je Zatkovič z levico streljal mimo vrat, v naslednjem napadu pa je bil Vuk pri žogi pred vratarjem Hasićem, a se je glavni sodnik odločil za prekršek domžalskega napadalca, ki je prejel tudi rumeni karton. Tik pred koncem je Gerič ponovno dobro prodrl po desni strani, njegovo podajo na prvo vratnico pa je v kot odbil branilec Đukić. Domžalčani so morali še tretjič na 3 tekmah izvajati 11-metrovke. Tako kot na prejšnjih tekmah so tudi tokrat prvi streljali nasprotniki. Uspešen je bil junak Koprčanov Hasić. V nadaljevanju so po vrsti zadeli Hanžič, Bagarič, Drevenšek, Brečevič, Vuk in z veliko sreče še Blažič. Četrti za Domžale je poizkušal Gerič, ki ni uspel premagati Hasića. Zmagovalca bi lahko odločil Posavec, a se je z obrambo izkazal Nejc Vidmar. V nadaljevanju so bili uspešni Zatkovič, Popovič, Apatič, Đukić, Krcić in Pučko. V 9. seriji pa je za Domžalčane streljal kapetan Dalibor Teinović, čigar strel je zaustavil Hasić, ki je tako prinesel zmago Kopru. Domžalčani se bodo v domače okolje vrnili v sredo, dan predtem pa bodo odigrali še eno prijateljsko srečanje. Na igrišču v Petroviji se bodo ob 14:30 pomerili s hrvaškim prvoligašem Rijeko.